pozdrav še z moje strani. Najprej hvala za tak lep uvod in tudi hvala za to novico, ki sem jo v bistvu za to nominacijo sem prejela pred parimi momenti, tudi sama. Tako da me prav veseli, bom še z nekim dodatnim veseljem predstavila ta del moje magistrske in neke širše raziskave. No, za tiste, ki ste bili v bistvu na prejšnjem biološkem večeru, se bomo danes prestavili v čist drugačno okolje. Danes gremo iz Namibije v morje in bolj natančno v Severno Jadransko morje. Jaz bom govorila o enem delu ribiškega ulova, ki in pa tudi posledično vpliva na morje oziroma na morsko okolje in morske ekosisteme, na katerega velikokrat pozabimo. Pa morda mogoče niti ni tako nepomemben, kot se nam zdi. Zdaj za začetek, ko je sploh do te raziskave prišlo, v bistvu pod okriljem enega drugega projekta, Life Euroturtles, ko smo pač študenti bili poklicani, da smo se pridružili temu projektu. In smo šli opazovati pač redna ribiška opravila na barke istrskih ribičev, ki imajo preveze v Savudriji in v Umagu. In smo tam prebili kar nekaj poletij. Tudi potem smo z tem opazovanjem nadaljevali na drugem projektu, ki je bil Life Delphi. No, cilj v bistvu tega projekta oziroma teh dveh projektov je bil v bistvu testiranje tehnologije za preprečevanje prilova želv in delfinov v teh ribiških mrežah, na katere smo pač montirali tehnologijo, ki naj bi jih odganjala. Za želve so bile to LED luči, ki naj bi jih želve zaznali in se potem izognile tem mrežam. Za delfine pa so bili pingerji oziroma pač naprave, ki oddajajo zvočne posnetke, ki tudi nekako delfine odženejo. Ja, sigurna sem, oziroma skoraj prepričana sem, da ste že slišali kako današnja ribiška industrija vpliva na ribe in na morske sesalce in na kako se v teh grozovito dolgih mrežah v oceanih ujamejo morski delfini, kiti, morske želve, ptice. Teh raziskav je bilo v bistvu kar nekaj narejenih v zadnjih letih oziroma zadnjih desetletjih. In iz tega, ker se je nekako v bistvu začelo širiti to znanje o škodljivosti ribištva tudi v ozaveščenost javne publike. In to je v bistvu najbolj zadnji primer tega je ta Seaspiracy dokumentarec. No, v tem dokumentarnem filmu v bistvu se izpostavi tudi, kako industrijski ribolov vpliva na ribje zaloge in čisto na populacije rib, ki jih pač mi izkoriščamo, se pravi ribe, ki jih jemo in uporabljamo za druge namene. Se pravi, te ogromne ladje, oziroma ki jim rečemo že celo tovarne, ko grejo na morje in potem popolnoma polovijo neko jato rib. In kako smo s tem tudi uspeli v bistvu nekako preloviti ribe zaloge, da je prišlo v nekih populacijah celo do kolapsa. Ribištvo pa ima v bistvu večji vpliv na morske ekosisteme kot le na te zelo karizmatične vrste, kot so delfini, želve in morski psi. Obstaja še en del zavrženega ulova, na katerega v bistvu kar malo pozabljamo oziroma ni tako raziskan, pozabljen v tem smislu, ker v bistvu tudi nimamo veliko raziskav. In
ker smo raziskovalci nekako pozabili oziroma ker je pač evalvacija tega prilova malo težja, tudi se ni tako oziroma usedlo v zavest splošne javnosti. No, da malo več povem o tem, nekatera ribolovna orodja nimajo oziroma imajo tudi stik z morskim dnom, z bentosom. To so pridnene mreže, kočarjenje, dredže in tako naprej. Ta ribolovna orodja lovijo bentoške oziroma ribe oziroma organizme, ki živijo na morskih tleh oziroma na ali pa v ali pa nad morskimi tlemi, kar pomeni, da morajo se približati čim bolj morskim tlem. To pomeni, da imajo tudi neko možnost interakcije s tem morskim dnom in z habitati na njemu. V primeru teh vlečnih mrež, kot jih vidite čisto spodaj, se reče v angleščini trawl, v bistvu nekako vlečejo tik nad podlago ribiška ladja, vleče mrežo, da ujame ribe, ki se kako živijo nad temi tlemi, bentosom se reče. Potem v drugem primeru, pri stoječih mrežah, ki jih vidimo na levi spodaj, gillnets, pa v bistvu ribiči postavijo mreže na tla in te mreže stojijo, načeloma stojijo na tleh. Ampak v teh mrežah, to so te trawl mreže in to so stoječe mreže. No in v teh mrežah se lahko ulovijo organizmi že samo zaradi njihovega premikanja po tleh, se pravi neki raki, neke druge ribe, morske zvezde se sprehajajo po tleh in se naključno ujamejo v to mrežo. Poleg tega pa ta mreža ni popolnoma statična, nikoli ne more biti, samo zaradi premikanja morskega stolpca, zaradi premikanja površine, zaradi kakšnih vetrov in tako naprej, se ustvari kakšna turbulenca, kar pomeni, da mreža zaniha po tleh. To je v bistvu zelo prisotno še posebej pri temu procesu spuščanja in dviganja mreže, ko ribiči postavijo mrežo, se spusti, ona nekako pride počasi na tla ali pa pade na tla, se spusti, se ustvari ta turbulenca, ko v bistvu organizmi suspendirajo v morski stolpec, vodni stolpec in se zato zapletejo v to mrežo. In tako se naključno ujamejo oziroma se prilovijo tudi organizmi, ki jih pač ribiči ne želijo imeti v mrežah oziroma niso ekonomsko pomembni za njih. To v bistvu ta proces suspendiranja in turbulence je v bistvu najbolj prisoten še posebej v okoljih, kjer so sedimentna tla ali pa muljasta tla. To je večino severnega Jadrana. Približno takole izgleda. Zdaj ne moram reči, da je to fotografija iz severnega Jadrana, ampak tako nekako izgleda. Tla so muljasta, organizmi rastejo na njih in ko pride ribiška mreža, se te stvari, te organizmi in te školjke in lupine se suspendirajo, ker niso vezane na neko trdno podlago, niso pritrjene, kot bi bile recimo na skalo. No in to je zemljevid severnega Jadrana in vidite, da večinoma vse, kar ni temno zeleno, je v bistvu je podlaga z majhnim malim sedimentom, se pravi muljom, peskom in tako naprej. No in večina študij se dejansko osredotoča na zavržke teh ciljnih vrst, ker je to pač nujno potrebno za ohranjanje ribjih populacij in potem za prihodnje izkoriščanje. Prav tako se
izvaja veliko raziskav o završkih oziroma prilovu, zavrženem prilovu morske megafavne, to, kar sem že omenila, se pravi kitov, delfinov, se pravi teh vretenčarjev. To verjetno, ta del je verjetno bolj nekako raziskan že samo zato, ker je mogoče lažje raziskovati, pa tudi, ker so to karizmatične vrste, na katere se publika oziroma javnost se najlažje navežemo. Ampak ta ribolov oziroma marsikatera vrsta ribolova ima tudi pomemben vpliv na bentoške habitate. Bentoške, še enkrat povem, so habitate morskega dna. In to se običajno odraža oziroma se lahko odraža tudi v tem prilovu nekomercialnih vrst, kot so bentoški nevretenčarji. To so vsi organizmi, ki nimajo hrbtenice, za tiste, ki mogoče ne, oziroma nimajo vretenc, no, taki bolj preprosti organizmi, za tiste, ki mogoče ne študirate biologije ali ki imate mogoče malo manj znanja o teh stvareh, o zoologiji. No, in te makrobentoški vretenčarji pač se nam zdijo, nevretenčarji, se nam zdijo tako mogoče malo ne toliko zanimivi, recimo, pa tudi malo težje je njihov prilov raziskovati, zaradi tega, ker so na dnu, ker že samo metodologija raziskovanja zahteva več napora in več investicije časovne in druge finančne. Niso pa tako nepomembni, ker recimo morski, se pravi bentoški nevretenčarji so lahko tudi sami biokonstruktorji, kar pomeni, da so gradniki habitatov in tudi na teh pustih habitatih, kot so recimo pesek, tam, ko se oni primejo, lahko s svojo prisotnostjo dejansko ustvarijo habitat, oziroma zaradi tega, ker svojo recimo spužve, svojo razčlenjenostjo nudijo ali prebivališče ali hrano ali druge neke vire drugim organizmom, ki se lahko potem naknadno naselijo. Se pravi, so tisti pionirji, ki ustvarjajo habitat za druge vrste. Na žalost pa je pač od teh bentoških nevretenčarjih zelo malo raziskav, oziroma veliko manj raziskav in o njihovem prilovu. In to je mogoče tako, kot sem rekla, že zaradi tega, ker so manj karizmatični, ker je težje njih poročati, plus ker ribiči tudi redko o njih poročajo in redko iskreno poročajo o njihovih količinah, oziroma količinah v ulovu in količinah v završkih. No, tako, kot sem rekla. Kaj so prilov? Še enkrat, da ponovim, prilov je tisti neciljni ulov v mrežah in završki so delež v bistvu celotnega ulova, ki se ne uporabi in se zavrže že, ko je ribiška ladja na morju. Se pravi, se vrne v vodo nazaj. To so komercialne vrste, vrste, ki imajo malo oziroma brez ekonomske vrednosti, in pa zaščitene vrste se pač zavržejo samo zaradi tega, ker so ribiči primorani, ker je treba zato, da se nekako prepreči njihovo izkoriščanje. No, ocenjujemo, da se na leto zavrže približno 9 milijonov ton organizmov. To je vključno z industrijskim ribolovom in z malim ribolovom po celem svetu. Če to preračunamo glede na celotno težo ulova, se zavrže recimo približno 10%, 11% celotnega ulova, teže celotnega ulova. Ampak kako lahko, oziroma jaz se sprašujem in tudi mnogi drugi avtorji se sprašujemo, kako lahko mi rečemo oziroma zagotovo trdimo, koliko je teh završkov, koliko organizmov se zavrže, če dejansko nimamo dobrih ocen.
zato ker je teh raziskav toliko premalo in ker se dejansko ne poroča o tem. Zato dejansko predvidevamo, da so morda te ocene v globalnih in regionalnih zavržkov v količinah dejansko podcenjena. Torej v bistvu mi pozabljamo cel nek velik del ulova ribištva in posledično tudi velik del vpliva ribištva na morske ekosisteme. Tako da v bistvu mi praktično ne vemo, kako en del ribištva vpliva na morske ekosisteme. In ta del zavržkov, ta del ulova, se pravi bentoški nevretenčarji, to je glavni del te študije. No, eden od ciljev je bil raziskati taksonomsko sestavo, se pravi, katere vrste se ujamejo, koliko se jih ujame, potem oceniti celotno količino ulova, celotno količino zavržkov in pa koliko je, se pravi, ta delež zavržkov v celotnem ulovu, in pa koliko od tega je tudi nevretenčarjev, kakšen delež predstavljajo nevretenčarji v tem zavrženem ulovu. No, naša raziskava se dogaja v severnem Jadranu, bolj natančno v Istri. Nas so v bistvu istrski ribiči, ki sidrajo v Savudriji in v Umagu, so nas sprejeli leta 2019 na krov njihovih ribiških park. In nam nekako na teh njihovih parkah smo mi kot študentje, kot on-board observers se reče, opazovali njihove redna opravila in pomagali in hkrati tudi zbirali podatke za ta projekt Live Furoturtles in pa tudi za to raziskavo. Te ribiči, te ribiške posadke, timi, lovijo nekako na robu Tržaškega zaliva, 7 do 14 kilometrov od obale, in izvajajo mali komercialni ribolov. Zdaj, mali komercialni ribolov je v nasprotju z industrijskim ribolovom, kot sem rekla že na začetku, manj intenziven. Industrijski ribolov so tiste ogromne barke, s katerimi gre cela posadka več kot 10, ne vem koliko ljudi na oceane in tam ostane mesece, tedne, dokler ne zapolnijo svojih zalog. Mali komercialni ribolov pa se izvaja v komercialne namene, se pravi, ribiči ulovijo ribe in jih prodajo. Se pravi, ni samo za njihove potrebe, ampak se s tem ukvarjajo, poklicno ukvarjajo, vendar lovijo na ribiških barkah manjših od 12 metrov, kar jih po evropski zakonodaji uvršča v small scale fisheries, se pravi mali ribolov. Te ribiške posadke se te svoje ribolovne aktivnosti upravljajo v enodnevnih izletih, se pravi izhodih recimo, se pravi zjutraj grejo in se zvečer vrnejo ali pa ne ostanejo več kot en dan recimo na morju. Ta dva tipa ribolova sta recimo si nasprotna, se pravi large scale in small scale, se pravi industrijski in mali ribolov. V smislu, da kar je nam najbolj pomembno trenutno, v smislu, da je mali priobalni ribolov manj intenziven, se pravi zato, ker ribiči uporabljajo manj napora, ker imajo manjše barke, manj kapacitet za lovljenje in pa uporabljajo večinoma praviloma.
pasivna orodja, se pravi stoječe mreže in orodja, ki jih aktivno ne premikaš po tleh, kot sem prikazala z temi vlečnimi mrežami. In so malo grejo na morje v teh maloštevilčnih posadkah od 2 do recimo 4-5 ljudi. Ja, zdaj v severnem Jadranu imamo okrog 10.000 ribiških plovil, malega priobalnega ribolova, kar predstavlja, oziroma vseh plovil, kar predstavlja 12% ribiške flote v Sredozemlju, in od teh 9.000 ribiških plovil, jih je 80% tistih, ki izvajajo mali ribolov. Se pravi, mali ribolov je zelo raznolik, je zelo razpršen, in ga je veliko. Se pravi, veliko malih bark, ki izvajajo različne tipe ribolova z različnim naporom, kar pomeni, da je monitoring tega zelo zapleten. Zaradi česar imamo tudi pomanjkanje podatkov, tako kot pomanjkanje podatkov v prilovu in zavrženem ulovu makrobentoških nevretenčarjev. Zdaj, ti ribiči, s katerimi smo mi hodili, oziroma mi smo preučevali 2 tipa njihovega orodja. To so stoječe pridnene mreže, to, kar sem že omenila na začetku. Te so v bistvu mreže oziroma mrežni zidovi, ki so sestavljeni iz 18-metrskih mrež, ki se sestavljajo ena za drugo in tvorijo približno 900 metrov oziroma 845 metrov dolge zidove. Uporabljajo enoslojne ali trislojne mreže. Enoslojne mreže, ki se imenuje psare, v bistvu ciljajo na morske pse, na dve vrsti morskih psov, in imajo zato večjo oko. Oko je v bistvu ena majhna enota, celica v tej mreži. Potem so pa trislojne mreže, ki se imenujejo listare. Seveda po imenu že tako vidite, da ciljajo na morske liste na dnu, so malo manjše in imajo 3 sloje. Zunanji sloj, 2 zunanja sloja, ki imajo velika očesa, in notranji sloj, ki ima manjše oko, skozi katera lahko potem, v katerem se v bistvu nekako list ujame in pade skosno. No, najprej moram na tej točki bi mogoče opozorila tiste, ki malo težje prenašate mrtve organizme, mrtve živali, da mogoče na naslednjih slajdih, pač na moji tej prezentaciji bo predstavljeno realno stanje na teh barkah. In na naslednjih parih drsnicah bojo prikazani tudi mrtvi organizmi, mrtvi morski psi in tako naprej, in tudi nekaj krvi, tako da če kakšnemu to ne ustreza, mogoče malo popaste na naslednjih slajdih, lahko mogoče samo poslušate. No ja, mi smo v bistvu potem v teh poletnih mesecih 2019, 2020 in potem kasneje tudi 2021, skoraj vsako zgodnje jutro 1 do 2 študentki ali pa študenta smo se pridružili 3 ali pa 4 ribičem in jim pomagali pač na njihovih opravilih. In te dnevi so v bistvu bili za nas kar zanimivi iz večjih perspektiv. Ena je že ta, da smo bili v bistvu na zelo tesnem prostoru, na teh majhnih barkah. Smo se družili 2 recimo zelo različne skupine ljudi. Naravovarstveniki in ribiči. Naravovarstveniki in ribiči smo že po defaultu predstavljeni kot neke nasprotni skupini z nasprotujočimi si agendami oziroma
nekimi cilji. In potem pa po drugi strani pa tudi mlade ženske in starejši ribiči. Tudi dve taka zanimiva kombinacija skupin. Mi si ribiče velikokrat stereotipno predstavljamo kot neke šarmerje, malo mačistične, grobe in pa še kaj. In se spomnim, da ko sem prišla jaz takrat pred začetkom tega dela, sem prišla jaz na razgovor k Maticu. Da pač se pomenimo, kako bi to delo izgledalo, in jaz se spomnim, da mi je on že takrat rekel, tako nekako me opozoril oziroma malo preveril pri meni. Ja, ampak saj se ti zavedaš, da bo to delo verjetno fizično naporno, pa tudi delale boste na barkah, na teh ladjah, z ribiči, za katere ne vemo zares, kakšen odnos imajo do žensk, ne. Tako zelo mogoče z nekimi pričakovanji pa stereotipi mogoče smo prihajali in res pač mi nismo vedeli, kaj bomo pričakovali, in kako nas bojo sprejeli, tudi kot naravovarstvenike in pač kot mlade ženske, ki delamo neko tipično, v narekovajih, moško delo, recimo. In ja, res na začetku je bilo nekaj sigurnosti oziroma nesigurnosti na obeh straneh, ampak se je to, jaz mislim, da zelo hitro razblinilo. Zdaj z moje strani kot opazovalka, no, se mi zdi, da so bili ti ribiči, ki so bili že pripravljeni z nami delati, bolj odprti. Zato je bilo že tako v začetku lažje navezati odnose. In pa mislim, da je bilo pomembno to, da smo pristopili z nekim kolegialnim načinom, se pravi ne top-down, ne kot neki nadzorniki, ki jih bomo pač grajali, zakaj to delajo, ne kot neki aktivisti, ampak pač na neki nevtralen način. In se mi zdi, da smo navezali kar nek kolegialen odnos, še posebej z eno ribiško ekipo, ja, že zato, ker delaš mesece in dneve na eni in isti, na majhni površini z enimi in istimi ljudmi. In pa tudi, kot sem rekla, z moje perspektive kot ženska, kasneje smo potem sodelovali 3 ženske, jaz, Marjanca in Ana. In se mi zdi, da so bili večinoma ribiči zelo spoštljivi, kdaj pa kdaj so se pojavili kakšni komentarji z naše strani ribičev, kakor kaj ženske prinašajo nesrečo na krovu, in so kdaj želeli preprečiti, recimo, da bi kakšna težka opravila opravile, čeprav recimo bi bile čisto pripravljene to narediti, oziroma ni bilo toliko težka. In potem, ko smo se uspele zboriti to neko mesto na tem krovu, se mi zdi, da smo postale v bistvu najbolj zaželene sodelavke. In na koncu se je v bistvu zgodilo to, proti zadnjih mesecih, da smo postale najbolj zaželene sodelavke na krovu in da se je v bistvu vzpostavila nasprotna vraža. Se pravi, da ko bo ta tim na streh na krovu, da pa mora biti in da bo ziher dober ulov. In v bistvu smo nekako postali kar nek tudi statusni simbol, s katerim so se pač ribiči oziroma ta posadka se je hvalila drugim ribičem, no. Tako da, ja, no, glede tega smo imeli mogoče malo mešane občutke, ampak bilo je pa, mislim, da se je vzpostavil en tak dober kolegialen odnos, no, tako. No, da mogoče malo več povem o delovnem dnevu in pa kako je v bistvu ta ulov izgledal. Naš delovni dan se je začel približno takole. Ob 4 smo se zbudili, ob 4:30 so nas ribiči že v nizkem štartu čakali na pomolu, da pridemo, in ker se je pač mudilo. No, vsaj pač temu kapitanu ene od teh posadk, ki je bil pač vedno pripravljen, ne glede na to,
koliko pozno, ali je sploh šel prejšnji dan spat, ali ni šel, to je bila vedno akcija. No, potem nas je pa čakala še 1 ura vožnje, medtem smo lahko pač majčkeno zadремali. No, kako je pa izgledalo? Se pravi, to je slika, kako se mreža dviga. In to takole je izgledal zadržan ulov. Najprej se je dvignilo mreže, se je pobral ven ta njihov tarčni ulov oziroma ta ulov, ki so ga želeli zadržati. Se pravi, najprej so pobrali tarčni, komercialni ulov. To so bili pač listi in pa morski psi listi za troslojne in morski psi za enoslojne. Hkrati so pa zadržali, kot vidite spodaj, še tudi neke druge vrste, ki so bile majčkeno manj pomembne oziroma manj profitabilne, ampak tudi prispevek k temu celotnemu zaslužku. No, seveda se je pa ujelo v te mreže tudi ogromno drugih organizmov. Tukaj se začnejo zdaj te malo bolj neprijetne fotografije. To so bili organizmi, ki niso bili, se pravi živali, ki niso bile profitabilne. Ujeli so se mnogi nevretenčarji oziroma vretenčarji, recimo skati, želve in druge ribe, ki so jih pač mogli ribiči oziroma so jih zavrgli, ker jim ne bi prinesle dovolj zaslužka. Včasih se je pač zgodilo tudi tako, da smo naleteli na neko jato mladih morskih psov, kar je pomenilo, da je bila, tako kot vidite na fotografijah, ribiška mreža polna, čisto polna njih in to je bil tudi eden od teh momentov, ki je bil v bistvu težko za prenašati, no. Še posebej, mislim, v zadnjem času nismo navajeni gledati, kako živali umirajo, oziroma mrtve živali, delati z njimi in tako naprej, nismo navajeni smrti. Potem pa iz druge strani je bilo pa v bistvu težko tudi iz pogleda, ker smo naravovarstveniki in kot naravovarstveniki vemo, da je to v bistvu, ko se je mreža zapletla v celo jato mladih morskih psov, ti so pomrli, vemo, da je pač šla en del neke te populacije teh morskih vretenčarjev. Ampak ja, sčasoma so se pač prilagodili, moraš se ignorirati, zato da pač se prebiješ skozi sezono. Enim je bilo lažje kot drugim, recimo že, če lahko delim zgodbo kolegice, je rekla, da jo je enkrat ulov neke hobotnice, ki se je probala rešiti, toliko prizadel, da je sanjala ponoči, da je hobotnica učita, kako sta bili oni dve prijateljci in da jo pač ona izdala, no. Tako da tudi iz te perspektive je bilo mogoče malo težje. Je bilo včasih to zgodnje vstajanje in fizično naporno delo dejansko lažje preživeti, kot pa kaj drugega, no. No, potem, kot sem rekla, je bil pa še en del tega zavrženega ulova. Lahko gremo naprej. Še en del tega zavrženega ulova je prilov bentoških nevretenčarjev. To so te nevretenčarji, o katerih sem že govorila, in to je približno, izgledalo približno takole. Tukaj se vidi, da kako mreža prihaja na krov in to je ena od mrež, ki je bila polna teh vidite, spužv, rakov, morskih zvezd, čerepov in tako naprej. In tako je izgledalo že v bistvu pred čiščenjem mreže, ko so organizmi že popadali na tla, medtem ko se je mreža dvigala. In ravno ta del ulova, ta zavrženi ulov nevretenčarjev nas je pač zanimal, oziroma nas zanima v tej raziskavi. Torej, tekom teh poletij, zdaj pa mogoče malo bolj na to strokovni del tega predavanja, v poletjih 2019-2020 smo vzorčili 39 mrež. V njih za vsako smo zabeležili datum, čas, ko je bila postavljena in čas, ko je bila dvignjena, GPS lokacijo in topino.
Potem smo popisali celoten ulov, se pravi vključno zadržani ulov, završke vretenčarjev in završke nevretenčarjev. Se pravi, zadržani ulov in završke vretenčarjev smo popisali že na ladji, potem pa završke nevretenčarjev smo stehtali in pa od njih četrtinko vzeli in zamrznili in dali za kasnejšo taksonomsko analizo v laboratoriju. Se pravi, tako nekako smo shranjali v velikih skrinjah te vreče, kilske vreče teh nevretenčarjev in tudi drugih organizmov. No, potem pa je nastopila laboratorijska analiza, jaz in Marjana sva presedeli kar nekaj mesecev in v laboratoriju in sortirali čisto vsak organizem iz teh vzorcev, kot je ta na fotografiji. In stehtale, se pravi, ločile sva vsako taksonomsko skupino, se pravi vsako skupino živali oziroma organizmov, stehtale in določile do čim nižjega taksona. Se pravi, ali je bila to vrsta, ali je bilo to rodovno ime, ali je bilo pa to celo deblo, včasih se pač ni dalo določiti. Nato smo te podatke analizirali v programu R z programskim jezikom R. Določili smo taksonomsko sestavo, se pravi število zavrženih taksonov, njihov masni delež v tem podvzorcu. Potem nas je zanimala teža celotnega ulova na mrežo in pa masa ulova na enoto ribolovnega napora. Stopnja zavržkov je, se pravi, delež celotnega ulova, ki se zavrže, in pa delež nevretenčarjev v tem ulovu. No, v teh poletnih ribolovnih sezonah smo v 39 izhodih in 39 mrežah nabrali oziroma analizirali 33 tisoč metrov, 33 kilometrov ribiških mrež, 19 enoslojnih, 20 trislojnih mrež, v katerih se je nabralo 1650 približno celotnega ulova in od tega smo analizirali v laboratoriju skoraj 300 kilogramov teh vzorcev bentoških završkov. No, preliminarni rezultati kažejo na vse te, oziroma večino podatkov sem izrazila v mediani in interkvartilnem razponu, zaradi tega, ker so bile te podatki preveč razpršeni. No, kot sem rekla, po mediani se je v 12 urah namakanja mreže v vodi in v 1000 metrih mreže ulovili kar 30 kilogramov ulova. Od tega so ribiči obdržali približno 5,7, se pravi približno 5 kilograma zavrženih, 5 kilogramov ulova, organizmov, zavrženih pa je bilo kar 22 po mediani kilogramov ulova. To je precej velika razlika. In če to pretvorimo v stopnjo završkov, to je, se pravi, delež celotnega ulova, ki je bil zavržen, vidimo, da se 77% v obeh tipih mreže mase ulova zavrže. Se pravi, v enoslojnih mrežah se približno 70% ulova zavrže, v trislojnih pa kar 85%. To pomeni, da več kot 3/4 ulova se nazaj vrže, je neuporabno. Če to primerjamo mogoče malo z drugimi stopnjami, ki so jih ocenili drugi avtorji, kot sem rekla, globalno naj bi bil ta stopnja završkov 10%. To je neprimerljivo več, to, kar smo mi ocenili. Potem sredozemski mali ribolov naj bi proizvedel 15% završkov. Če
severno in centralno Jadransko morje imata sicer malo večje procente in sta oziroma Jadransko morje ima relativno visoke stopnje zavržkov in so še vedno manjše kot pa te, ki smo mi. Dejansko so višje kot globalno povprečje za pridnene vlečne mreže, ki sem jih pokazala na začetku. Zdaj pa, koliko tega zavrženega materiala je dejansko nevretenčarjev. Ocenili smo, da je zavržkov vretenčarjev izjemno malo. Le nekaj procentov, vse, se pravi, skoraj 95% celotne zavržene teže so nevretenčarji. In to predstavlja kar 73% celotne teže ulova. To je res izjemno, izjemno veliko. In če si to predstavljamo drugače, ker je včasih si malo drugače predstavljati, se pravi, na 1 kilogram ulova v enoslojnih mrežah se ujame 2,4 kilograma morskih bentoških nevretenčarjev, na 1 kilogram v 3-slojnih mrežah pa se ujame 6 kilogramov teh bentoških nevretenčarjev. Zdaj, naša raziskava je pokazala, da je v bistvu največ, da se zavrže kar 137, da se je zavrglo kar 137 nevretenčarjev, to smo analizirali v laboratoriju. Največji delež pa predstavljajo spužve, mehkužci, se pravi školjke in polži, iglokoščci, se pravi morske zvezde in kačerepi, tunikati in pa raki. Naša taksonomska sestava naših podvzorcev je zelo podobna eni od skupnosti v Tržaškem zalivu. To je ORM skupnost, ki je poimenovana po 3 dominantnih vrstah. Po kačerepih, to so te male zvezdice, Ophiotrix, rodovnega imena Ophiotrix, po spužvi Reniera in po tunikatu, to vidite tukaj spodaj desno, je ta nek sifonček, to je tunikat Microcosmos. In ta skupnost je znana po izjemno veliki biotski pestrosti oziroma relativno veliki biotski pestrosti in pa veliki biomasi. Te procenti oziroma masni deleži teh glavnih taksonov, se pravi spužve Reniera in Ophiotrix, so zelo podobni drugi raziskavi, ki je bila narejena že predolgo nazaj, ampak mogoče še vedno relevantna. Te deleži se majčkeno odstopajo, kar bi lahko seveda bilo zaradi različne selektivnosti teh orodij ali pa zaradi tega, ker zaradi neke prostorske variabilnosti te skupnosti. Seveda pa tega ne moremo potrditi, dokler nimamo dejanskih ocen oziroma raziskav te skupnosti. No, če ekstrapoliramo te količine ulova na maksimalno količino oziroma dolžino mreže, ki jo lahko ribiči postavijo v enem dnevu, to je 5000 metrov mreže, tukaj je napaka, 5000 metrov mreže na dan. To smo mi opažali, da se je vsaj na eni od bark se je to velikokrat dogajalo, so postavili, kolikor so lahko, mreže, se pravi, bi se na en dan ujelo 150 kilogramov. 150 kilogramov. In če to ekstrapoliramo na eno ribolovno sezono, se pravi, da vsak dan, 61 dni, ta ribiška barka, to je za 3-slojne mreže samo, lovi 61 dni in vsak dan postavi 5000 metrov mreže,
se ujame bi se ujelo med 7.000 in 12.000 kilogramov završkov na ribolovno sezono. Po mediani to okrog 9.000 kilogramov. In zakaj v bistvu, zakaj je to pomembno? Oziroma, zakaj se sploh recimo bi sekirali za to, ne? Ta ORM skupnost spada pod bioformacije. In te bioformacije tvorijo en edinstven živalski gozd, se reče, po angleško animal forest. To je kot nekako morski ekvivalent kopenskega gozdnega habitata, recimo, če si znamo tako predstavljati. Namesto dreves pač jih oblikujejo ti inženirji, kot so pač spužve, tunikati, ki nudijo prebivališče za druge živali, za druge kolonizatorje. In tipičen primer so recimo koralni grebeni, za nas pa je pač to v tem okolju so lahko to spužve, recimo, ne. In te ekosistemi so pomembni za to okolje, ker v bistvu pomagajo k povezovanju bentoškega habitata, se pravi bentoških habitatov z pelaškim, se pravi vodnim stolpcem, ker pač znotraj ekosistema filtrirajo vodo in asimilirajo te suspendirane delce za druge organizme, zato da so pač na voljo nadaljnjim potrošnikom po temu spletu, prehranjevalnem spletu. Ampak so pa tudi zato zelo občutljivi na antropogene dejavnosti, kot še posebej ribolov, pa onesnaževanje in pa na anoksične razmere. No, to pomeni, da če mi lovimo v teh živalskih gozdovih, pomeni, da kot da bi nekako probali prečesati mi cel gozd, zato da bi ujeli eno srno, ali pa da bi izruvali nekaj teh dreves, zato da ujamemo eno srno. Oziroma, če gremo na prejšnje rezultate, za 1 kilogram srne bi pač izruvali, koliko smo rekli, 2,5 recimo kilograma dreves, ali pa tone, recimo, no, tako. No, ampak saj, kot smo rekli, načeloma pač te organizme vržemo nazaj v morje, ne. Zakaj je pač to problem? Saj recimo kakšno drevo bi se tudi zakorenilo nazaj, ne, pa bi naprej uspevalo. Ampak to ni nujno, ne. Nekateri organizmi imajo sposobnost regeneracije, kot spužve in tako naprej, raki si lahko novo kleščo recimo regenerirajo, ampak na žalost, saj ne vemo, kakšna sposobnost regeneracije ima res ta skupnost. Tega mi ne moremo oceniti. Je pa res, da iz osebnih izkušenj te organizme je treba pač najprej odplesti iz mreže, pri čemer se zgodi, da pač na primer spužve se popolnoma fragmentirajo, raki izgubijo klešče, počijo jim oklepi, lupine mehkužcev se recimo poškodujejo in tako naprej. Potem te mreže lahko stojijo na krovu tudi po ure, dokler se pač te mreže ne očisti. In to pomeni, da so organizmi dejansko lahko stisnjeni pod težo celotne te mreže in izpostavljeni soncu, izpostavljeni zraku. Tako da ni nujno, da ti organizmi dejansko preživijo to izpostavljenost. No, nekateri organizmi pa seveda ne moremo reči, da vse umre. Ne vemo. Nekateri organizmi se lahko preživijo recimo, ampak doživijo neke količine stresa, iz katerih se ne morejo pobrati nazaj. Recimo, že samo raki, ki se morajo regenerirati, morajo porabiti ogromno neko količino energije za to, da lahko to kleščo nazaj dobijo in so zaradi tega mogoče malo bolj počasni ali pa dovzetni tudi recimo za plenilce, za naslednje plenilce in tudi ta smrtnost je tako zelo, zelo, zelo težko oceniti. Če bi se pa zgodilo, da bi bili
te ekosistemski inženirji, se pravi, kot smo rekli, spužve ali pa te ključne vrste bolj dovzetni za ta stres, bi se pa lahko zgodilo, da se tudi biotska pestrost teh skupnosti drastično zmanjša. Ker če teh organizmov ni, potem ni prostora za druge, kolonizacijo drugih organizmov. In tako da ja, res je, da imajo recimo te številne vrste, te skupnosti sposobnost regeneracije in okrevanja, ampak hkrati pa, če ta motnja oziroma motnja v habitatu, kot je pač ribištvo, dovolj vztrajna, kronična, lahko to skupnost je skozi v nekem procesu regeneracije in v nekem nezrelem stanju. Ali pa se celo recimo degradira. Bom majčkeno skrajšala. Ja, no in kot sem rekel, v severni Jadran ima večino sedimentnega morskega dna in je pod vplivom mnogih antropogenih dejavnikov. Je tudi area of concern, prepoznana kot recimo potencialno problematična za naravovarstveno ohranjanje. In ima izjemno veliko ribolovnega napora. Veliko število flote in konstanten napor, ki se izvaja tekom celega leta. In tudi ta napor, se pravi ribolov s pridnenimi mrežami, je v bistvu najbolj, in pa z vlečnimi mrežami, to sta dve najbolj razširjeni vrsti ribolova v tem območju. In njun napor pa dejansko napor, se pravi, koliko lovijo, časovno in intenzivnost se na tem območju dejansko v obalnih območjih povečuje. No, ta ribolov z pridlenimi vlečnimi mrežami je že tako ali tako obravnavan kot eden najbolj škodljivih načinov ribolova, kar je pač razvidno iz naših rezultatov, ampak iz naših rezultatov lahko razberemo tudi, da so stoječe pridnene mreže tega malega komercialnega ribolova lahko dovolj škodljive, oziroma so potencialno lahko škodljive za to okolje. Ker smo pač videli, da se zavržejo kar visoke količine in pa stopnje zavrženega materiala oziroma organizmov. Če bi zanemarili to kvantifikacijo zavrženih nevretenčarjev, se pravi, če ne bi analizirali nevretenčarjev, zavrženih nevretenčarjev v tem ulovu, bi bile količine zavržkov tega ribolova neprimerljivo manjše. Torej pomeni, da glede na to, da je tako malo teh raziskav obstaja glede zavrženih nevretenčarjev, je mogoče ta sum oziroma skrb, da so stopnje zavržkov globalne in regionalne mogoče podcenjene, ni tako daleč od resnice. Res je pa, da tega ribištva ne moremo trenutno, tega vpliva ribištva ne moremo trenutno oceniti. Moramo se zavedati, da za ta namen bi rabili veliko več energije, veliko drugih raziskav, kot je na primer oceniti ulov v drugih sezonah, povečati številčnost vzorca, ekstrapolirati na ta ulov na celotno floto, oceniti dejanske vplive na bentoške taksone, se pravi, kakšna je dejanska smrtnost, kakšna je post-release smrtnost, kako se recimo habitati spreminjajo
z ribolovnim naporom, in pa potem seveda posledično tudi razviti metode za zmanjšanje tega prilova nevretenčarjev v tem območju. Zdaj, kljub temu, da se stoječe mreže in mali ribolov obravnavajo kot manj intenzivni za ekosisteme, še vedno povzročajo precejšnje motnje v bentoških habitatih in jih ne smemo zanemariti. Tako kot je vrednotenje ribjih zalog, staležev, je eden od prvih korakov, ki jih naredimo za ohranjanje ekosistemov, mora biti tudi poznavanje bentoških skupnosti. Mi ne moremo trditi, da poznamo celotni vpliv ribištva na morske ekosisteme, če ne poznamo enega celega dela vpliva tega ribištva. Trenutno ga ne poznamo. Vendar pa obstaja neko malo upanje, ker v zadnjih 2 desetletjih je prišlo do nekega splošnega povečanja oziroma povečanja o številu recenzirane literature o malem ribištvu, kar bi lahko nakazovalo na neko večjo zavest o pomenu malega ribištva v ribiški industriji in tudi v zvezi z varstvom narave. Tako, da zaključim, bi se pa zahvalila vsem mentorjem, somentorjem in pa sodelavcem na raziskavi pa sodelavcem na krovu. Hkrati pa bi se še zahvalila profesorju Petru Kružiču iz Univerze v Zagrebu, ki je pomagal z identifikacijo nekaterih taksonov bentoških, in pa Juretu Mijošič-Stovšiču iz Inštituta Plavi svet, ki je prispeval posnetke in fotografije z morskega dna. Pa hvala vam, da ste poslušali, in hvala fakulteti za priložnost.